Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes naključno sporočilo z knjige Ko ima življenje žur. Da vidimo, stvarnik, kaj je ta trenutek pomembno za vse te svetle duše. No ja, pa če je tudi kakšna temna vmes, očitno to da rab kaj slišati. V glavnem za vse te svetle stare duše, ki so na poti osebne rasti. In da vidimo sporočilo obup. Na strani, ko imajo duše žur, ko ima življenje žur, na strani 265. Osvobodite se. Kaj je obup? Tukaj noter je zgodba. Dva potujoča angela sta se ustavila, da bi prespala noč na gradu pri premožni družini. In ker so bili kruti, so jih dali spati v klet. In ko sta prespala, je v glavnem starejši angel je zadelal eno luknjico in ga je vprašal mlajši angel, kaj dela. In starejši angel je odgovoril: stvari niso vedno takšne, kot so videti. Naslednjo noč sta angela spala v hiši revnega para. In ta kmet in kmetica sta jima odstopila svojo posteljo. In zjutraj, ko sta vstala angela, sta našla kmeta in kmetico v solzah, ker jima čez noč poginila edina krava, ki je bila vir njunega preživetja. In mlajši angel reče: kako si mogel dovoliti, da se je to zgoditi? Druga družina je imela malo in je bila pripravljena deliti prav vse z nama, in ti si dovolil, da jima je poginila krava. In je rekel starejši angel: stvari niso vedno takšne, kot so videti. In potem razloži: ko sva prespala v grajski kleti, sem v luknji videl zaklad in sem jo zadelal. In to noč v to hišo je prišel angel smrti in je želel odnesti ženo, gospodinjo, in namesto nje sem žrtvoval njuno kravo. Stvari niso vselej videti takšne, kot so. In nauk te zgodbe je, če vam je danes poginila krava, mogoče stvari res niso videti takšne, kot so videti na prvi pogled. Slovenija je zanimiva dežela, ker spadamo v sam vrh ljudi, ki delajo samomor. Dejstvo je, da obup pomeni, da ti življenje zagrne pogled v prihodnost in enostavno vidiš, se pravi, si ob upanje. Ne zmoreš več videti naprej. In mogoče kdor ima v svoji podzavesti program, in tudi sama sem imela ta program v svoji podzavesti, ko ti v tistem trenutku začne nek film se predvajati in enostavno nek glas govoriti: samomor je rešitev, samomor je rešitev, samomor je rešitev. Jaz iskreno povem, tako krizo sem imela pri 17 letih. In mogoče nekdo, ki je z mano hodil v šolo, se mu sanjalo ni, da sem v črni luknji. Ampak glejte, verjamem, da ljudem okrog sebe, in en primer vam povem, v eni družini se je zgodilo, da je mlad fant naredil samomor in mama je bila popolnoma na tleh in je rekla: nihče ni vedel, on je vsem pomagal, on se je razdajal, on je bil zmeraj dobre volje in je naredil samomor. In potem, ko sva predelovali ta duša tega njenega sina, je duša v njihovi družini se je že večkrat zgodil samomor, se pravi ista duša človeka, ki je že večkrat naredila samomor in v glavnem vedno znova pride na neko mino z namenom, da enkrat zadiha in gre čez tisto stopničko in da nadela samomora. V glavnem, eno drugo dekle, mlado dekle je bilo pri meni, se je zredilo za več kot 10 kilogramov, po ločitvi staršev. Enostavno je bila čisto na tleh in nekega dne, ko sem jo peljala v avtu, se je obrnila tako k meni in rekla: veš, hvala, ker si mi pomagala, veš, če ne bi bilo tebe, veš, takrat res ne vem, kako bi zmogla. In vem, da je tudi razmišljala o samomoru. Tako da, glejte, takrat, ko je človek tako močno na tleh,
kaj najde takrat? Takrat itak ne govoriš, a ne drugim ljudem, ampak mogoče vzeti kakšno tako knjigo v roke, pa začeti brati in najdeš novo moč, v sebi jo najdeš, ker tako ali tako drug ti ne more pomagati iz tega ven. Sam sebi lahko pomagaš se zvleči iz najglobje luknje, ko enostavno človek ne vidi več naprej. No in tukaj noter je sporočilo s kart Prehod v novo dobo. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce, nebovzeti mojstri. Lejte, včasih, tukaj karta, ki je sama vam pogledala, je tema. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene, prosim za zavedanje. In včasih je res težko, jaz zdaj iščem knjigico, pa bom tukaj vse živo zložen zraven, da vam preberem karto 33. Kaj je tisto, kar se skriva tam, kjer je treba prečistiti? Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in drugim. In lahko si govorite za druge ljudi. Blagoslavljam ti z ljubeznijo ali pa v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Pa dajmo pogledati naprej še sporočilo s kart Prehod v novo dobo, kaj je ta trenutek pomembno za vse tiste, ki iščete korake naprej. Čiščenje. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem. To je črna boginja in to je moška energija. Moja dekleta, hčerke, ko so gledale to sliko, so rekle, pa to je transvestit. Ja, to je moška energija, ki včasih treba udariti po mizi in reči, pa dovolj. Poglejte, vi sami imate v sebi vso moč, da lahko greste čez svoje stanovanje in preko mišičnega testa sami preverite in rečete, ne vem, če vam recimo neka roža, ki ste jo dobili v dar in rečete, tale roža, jo primete sami in preverite z mišičnim testom, ta roža nosi v moje življenje harmonijo. In če boste šli nazaj, da dobite odgovor ne, jo boste vrgli stran. Nekoč je prišel en moder človek k meni in sva šla čez stanovanje in je pogledal in kje čudna energija, pač zaznava boljše energije kot jaz. In jaz sem se tako smejala. Prvič je bil pri meni in je šel čez stanovanje in je kazal stvari, ki morajo stran. Ampak na koncu je bilo tako, ne bom povedala od koga, ampak od nekoga sem dobila vse to v dar. In je bilo na koncu dobesedno tako, kot da bi šel in prebral na vseh stvareh, ki so bile obešene po hiši, rože in tako naprej, eno in isto ime. Tako neverjetno. In zanimivo, danes sem izbrala sliko solarnega pleksusa, tle zadej, popkovna čakra, ne tukaj, popkovna čakra, solarni pleksus. In prav preko teh energij, ki vstopajo tukaj v naše energijsko polje, smo povezani z najbližjimi ljudmi. In prav ljudje, ki so lahko čustveni vampirji ali pa kakršnikoli zajedavci, se priklopijo na sprednjo, tukaj solarni pleksus, pa preko popka in na zadnjo stran, na hrbet. In sploh na hrbtni strani, na nasprotni strani popka je čakra, ki se imenuje Meng Main in ta čakra je črpalka energije. Ampak je tudi, tam se vampiri priklopijo na naše energijsko polje. In če vas kar naprej nekje boli tam zadej, se morate najprej vprašati, pa to lahko sami naredite, kdo se napaja z mojo energijo. Zdaj obvladate verjetno že mišični test, naredite mišični test in greste lahko čez najbližje odnose. Najprej, ne vem, partnerje, otroke, starše, brate, sestre, ne vem, najbližje sodelavce. In greste enostaven, občutim, ker to je vaša resnica, lejte, to ni nekaj, ampak to je vaša resnica. Poglejte, če ta trenutek vi naredite mišični test in naredite, občutim, ne vem, da se moj oče napaja na moje energije, jaz grem nazaj, zato ker se ne. Tudi občutim, da se ne. Jaz strani mojega očeta občutim čisto podporo, čisto ljubezen.
No, druga stvar, kaj pa občutim strani mame, pa na koncu koncev ni pomembno, ampak občutim pa bolj to. V glavnem, vsak ima kakšnega v svojem življenju, ki se pač priklaplja na njegovo energijsko telo z namenom, da pač postavimo meje. Zdaj poglejte, prav tisti odnosi, ki so najbolj kruti, zanimivo, mamo sem omenila, ko sem predelovala ta odnos z mamo, sem sanjala ene noči, da je moje telo začelo odnašati skozi ene vrata. In vem, da v tistem življenju, to ni iz tega življenja, v tistem življenju sem naredila samomor. In prav to, poglejte, v tem življenju imam pač majhen bolj intenziven odnos pač z mamo, zato da predelam ta odnos in da postavim meje in da predvsem prerežem to popkovnico in predvsem v tem življenju me pač ne more spraviti na kolena. Veste, in vi imate sigurno kakšnega v vašem življenju. Tako da, lejte, če ima vaše življenje žur, ali pa da je v vašem življenju žur, mogoče čas, da preberete knjigo, Ko ima življenje žur. Prva polovica knjige govori o psihičnem počutju in kako s hrano vplivate na to, da vaši možgani dobro delujejo. Druga polovica je pa potem povezana s tem, kako predelati kode strahu, kot so strah, obup, žalost, zagrenjenost. Prav strah je eno najbolj tistih čustev, ki te enostavno pogrezne in ne upaš, ne zmoreš narediti korakov naprej, ker imaš občutek, da si majhen, pa da se je treba skriti pred življenjem. No, in da zdaj še eno sporočilo z te knjige. Spet je prišlo pri denarju. O denarju smo že pisali, smo že govorili, ampak denar, programi z denarjem, s težavo plačujem račune, pa je spet povezan strah, kaj bo, kaj pa če nam imela za preživetje, kaj pa če bo zmanjkalo, kaj pa če moram kupiti pol trgovine, ker res nav za življenje. No ja, jaz verjamem, da stvarstvo nas podpira in stvarstvo nam želi povedati, da je vsega dovolj za vse, vseh virov, od zraka naprej, vsega je dovolj za vse. Tako da dajmo pogledati še, kaj nam sporočajo karte prehodu na dobo. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. In vse, kar povzroča nemir v moji duši, odstranjujem iz svojega polja. In če ta trenutek mogoče vas strašijo razne novice, mogoče bi bil čas, da kakšno novico ugasnete in dovolite, da se zgodi, kar se bo pač zgodilo, ker na to pač nimate vpliva. Tako da uživajte in naj bo vaše življenje predvsem blagoslovljeno z Božjim mirom. Res vam iskreno to želim in dovolite, da se zgodi čudež novega, predvsem pa, glejte, to praznjenje trgovin, verjemite mi, da ne pelje nikamor in strah dela res nore stvari. Ne dovolj, da vas šofira strah. Ne dovolj, ker to je energija teme, to ni energija svetlobe. Svetloba vnaša mir. Tako da uživajte in vse dobro na tem vašem potovanju skozi življenje.